V seriji Igra prestolov so ves čas tulili Winter is coming, zima prihaja. Jaz pa pravim, poletje prihaja končno. In to pomeni več stvari. Večinoma so vse dobre, je pa ena slaba, ker bo samo še naslednje nedelje z volanom, potem pa se za nekaj časa poslavljamo z malih zaslonov in se znova vidimo jeseni. Do takrat pa verjamem, da nam bo čez poletje čas ekstremno hitro minil. Dobrih je pa en kup. Spet boste na dopustu, topli dnevi pomenijo veliko priložnosti za kolo, skiro, pešhondo in podobno, zato jim boste morali posvetiti več pozornosti. Avtomobilisti smo na cestah skozi vse leto in če nam jo pozimi zagodejo nizke temperature in drseča podlaga, pa takrat na cestah ni kolesarjev, skiroistov in podobnih. Zato bodite zdaj nanje še posebej pozorni, da se bomo lahko spet vsi gledali jeseni. Ja, sploh na skirojih je lahko hitro kakšna neumnost, zato je moj prvi nasvet, vedno nosite čelado. Ja, tudi če ni obvezna, itak bo enkrat morala postati. Omejitev za skiroje je seveda 25 na uro in čeprav vsi vemo, da to lahko brez blokade leti še precej več, jaz sem enega takega celo preizkusil na poligonu in ugotovil, da je takšna vožnja težko bolj nevarna, je ta omejitev z razlogom. Že na kolesu se počutiš veliko bolj varno in stabilno kot na skiroju s temi malimi koleščki, vseeno pa včasih nočem razumeti, zakaj imamo takšen zakon, da se lahko vozimo z njimi samo v naseljih, če že toliko podpiramo mikromobilnost, ker posod pač nimamo toliko lepih kolesarskih stez. A ni po svoje hecno, da gredo električna kolesa počasneje od električnih skirojev? Čeprav, če pomislim, je to nekako logično, ker so kolesa z nami že bistveno dlje in še ni bilo časa napisati kakšna dobra pravila, ki običajno niti niso dobra. No, tukaj mi elektrika lahko pomaga samo do 25 km/h, če hočem iti hitreje, grem to samo na žgance oziroma na svojo moč. Mimogrede, Američani grejo lahko do 32 na uro. Pa tudi, če bi odstranil blokado, sem še vedno omejen s prestavnimi razmeri, kar pomeni, da se hitreje od kakšnih 40 ali pa 45 na uro itak ne bi mogel peljati, ker ne morem poganjati več tako hiter. Čeprav ne vidim nobene potrebe, tukaj ima elektromotor 85 Nm navora, kar pomeni, da se tudi v te težke klance brez težav peljem. V bistvu baterija ima pa 600 Wh in je dovolj za kakšnih 100 km, seveda, če se boste peljali po podeželju ali pa po mestu. Če boste z vso močjo rinili na krvavc, bo pa elektrike hitreje zmanjkalo. Malo sem zadihan, ampak sploh ni nobene panike. Takšna kolesa so zadnjič dobili tudi naši policisti, da jih bodo lahko uporabljali v turističnih krajih, kjer je veliko pešcev in ostalih ovir. In takšna uporaba se mi zdi super. No, pa je dejansko res? Ja, predvsem bom rekel, da se pokaže to, glede na to, da je na območju Bleda res gostota prometa kar velika, predvsem bom rekel zdaj v teh prihajajočih mesecih, ko se je začela pač letna sezona, nam res omogoča mogoče hitrejšo mobilnost, lažjo mobilnost, predvsem v teh delih, kjer je promet zaprt za vozila, nam pa to še toliko lažje omogoča, da pridemo v te dele in da se lahko zbližamo tudi z prebivalci oziroma občani Bleda. A vam je že kdaj v enem dnevu zmanjkalo elektrike? Ne, moram reči, da to se pa še ni zgodilo, ker imamo včasih tako kombinacija, da se pač zaključi pol dneva s kolesom, pa se zamenjamo, pa gremo v vozilo ali pa kaj podobnega, tako da ni še prišlo do tega. Bom rekel, da se rad ukvarjam športom, pa si včasih dodam majčken tudi, da sam poganjam, da imam še nekaj od tega, da malo združim službo, pa še koristno z vadbo. Kaj pa na postaji, a se kdaj kakšen grebe, da bi tudi on hotel kolo peljati? Ja, no, so tudi kakšni, sploh zdaj, ko so te novejše kolesa prišla pa na električno, pa so pa zdaj tudi malo več zainteresirane, da bi mrzdo tudi probal.